Moje ime je Tomaž Gorec, dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Ura je 1:30 zjutraj, kakor vidite, sem še v službi, v pisarni, čeprav je nedelja. Ampak to je zato, ker čez par ur odhajam na Filipine. Že ob 7:15 imam letalo iz Brnika v Cirih, potem pa iz Ciriha v Šanghaj. To je kar dolg polet, ki bo trajal 11 ur in 35 minut, tako da bo tole malo dolgočasno, malo dolg je. Potem pa letim na Cebu, na otok Cebu, bo trajalo pa iz Šanghaja še 2 ure in 45 minut. Kakor zgleda, spat sploh ne bom šel. Zdaj, če se nekam na potovanje odpravljam, običajno tudi zadnji dan spim zelo slabo, ker prvič sem živčen, če bom telefon slišal, oziroma slišal ga že bom brez težav, ampak kaj če slučajno se kaj zakomplicira, da ne bi mogoče alarm delal, pa jaz potem letalo zamudim. Potem tudi malo si živčen, saj jaz sem, ali sem vse s sabo vzel, ali sem kaj pozabil, tako da jaz običajno zadnji dan ne spim dobro, tako da verjetno sploh spat ne bom šel. Zdaj od doma moram iti že nekje 15 minut do 5, tako da to je še par urc in se tudi v končni fazi ne splača iti spat. Pa tudi to, ker zadnjo noč nisem nič spal, to pomeni, da bom mogoče to dolgo pot več prespal na letalu, kar je super, ker bo hitrejš minilo. No, zdaj pa, da povem moj namen, namen mojega obiska na Filipinih. Grem obiskat prijatelja, ki živi na Filipinih. O njem sem tudi že pisal na svojem blogu. En bolj bran članek o njem je bil, zavidajo mu 33 let mlajšo ženo. Najdete dol v opisu tega videoposnetka, najdete link do tega prispevka, pa si ga preberite. No, glavno ta moj prijatelj živi na Cebuju, to je otok, oziroma on živi na otoku Camotes. To je v bistvu neki manjši otok ob večjem otoku Cebu. Tako da jaz letim na ta Cebu, potem grem pa s trajektom na ta Camotes, kjer me pa potem ta prijatelj, mimogrede Sašo mu ime, oziroma Aleksander, pa ga kličemo Sašo, me pride Sašo počakati z avtom in me potem odpelje pač tam, kjer je on. Jaz sem sicer, čeprav me je povabil, sem si tam rezerviral hotelček čez zraven njegove hiše, ker le nočem zdaj nekomu biti 24 ur na dan, tam bom rekel v napoto. Zbira za hotelček je bila tam v bistvu samo ena, da je blizu snega, in to je malo boljši hotelček. In veste, koliko stane ta boljši hotelček z zajtrkom? 20 evrov na noč. Plus tega, ker grem sam, je v bistvu ta cena za 2. Ampak, ker pač nimajo sob samo za enega, pač potem plačaš za 2. Ampak 20 evrov se meni za lep hotelček ne zdi velik, plus tega pa še zajtrk dobim. Tako da, no, na potovanje grem za 3 tedne. Za prvi teden sem si rezerviral ta hotelček, ki je čist blizu Sašota, in bom raziskal ta otok Camotes. To sta v bistvu 2 otočka, ki sta povezana z mostom. In jaz imam namen to čist raziskati, posnet z dronom, pa ne samo z dronom, tudi drugače, tako da bom naredil par zelo dobrih videoposnetkov. Potem imam pa namen iti tudi na Cebu, bom pa malo po Cebuju. Cebu je
bom bolj približno rekel, tako da ne me za besedo držati, ampak Cebu je po mojem približno toliko velik, kot je Slovenija. Mogoče malo manjši, ampak mogoče pa tudi celo malo večji, ne vem, težko rečem, ampak tukaj nekje. Tako da po tem tednu potem nameravam iti na Cebu, raziskati Cebu. Na Cebuju sem bil že pred 4 leti in je par zelo zanimivih krajev. En bolj zanimivih je Oslop, tam se da opazovati kitovce, pa tudi en zelo lep slap je, obedvoje to sem že doživel, ampak imam namen še enkrat, zato ker je pač res tako super in bi bilo škoda ne tega izkoristiti. Zdaj, glede na to, da je moj prijatelj Sašo, da ima rad vinček, sem spakiral tudi 4 tele flaške modre frankinje od mojega očeta. Sem prepričan, da bo Sašo vesel. Meni je to sicer malo otežilo pakiranje, sem vsako flašo mogel posebej zaviti, pa tako, da se slučajno ne bi razbila, ker če se pa razbije not v kovčku, potem je pa to gotovo. No, Sašo, tu nešem še darilo, mojo knjigo. Nesem mu tudi njemu in njegovi ženi majico z napisom Lepote Slovenije. Tako da to je to. Opreme imam, mislim, prtljage imam cel kup, ogromno je pač te fotografske in video opreme, tako da sem kar dober otovorjen, ampak bo šlo nikako. Ne skrbim, da bi karkoli bili problemi. Zdaj drugačno, za 3 tedne grem, kot sem rekel. Sem komaj čakal ta potovanje, sem zelo navdušen, komaj čakam, da bom tam. Zdaj, če bi rekel, da se vožnje veselim, to se glih ne, ker je malo dolga. No, bom tudi pogrešal stvari doma, rečem pogrešal bom nečaka Janeza, potem bom pogrešal starše, pa tudi ostale v žlahti. Pogrešal bom psičko, mucke, tako da je kar nekaj stvari, ki me tudi na dom veže, ampak, glejte, potovati je treba, ker to širi obzorja, in to neverjetno širi obzorja. Potovanja so najboljša šola, tako da od vsakega potovanja prideš bogatejši. Mimogrede naj povem, da sem ravno danes objavil en zelo zanimiv video posnetek o Omanu, namreč pred mesecem pa pol sem bil na potovanju v Omanu, oziroma niti še ni mesec pa pol, kar sem domov prišel, dober mesec. Posnetek je tudi toliko super, mislim, meni se toliko dopade. Zdaj poglejte si ga, pa še vi ocenite, vsak komentar je pač dobrodošel. Tudi ta link sem dal v opis tega videoposnetka, tako da sam pejte v opis pogledati, kliknite, pa si ga poglejte. Tako da, naj še povem, kaj bom delal, ne. Glede na to, da grem za 3 tedne, bom tudi kar veliko delal za službo tam, oziroma veliko, tako bom rekel. Siguren bom delal ene 3-4 urce na dan, zdaj pač to prav, kar je za službo. Drugače bom pa ogromno delal tudi za to fotografijo, video in tako naprej. Tako da v bistvu bo to, bom rekel, bolj delovni dopust, ampak jaz se tacega dopusta še bolj veselim, zato ker vse to, kar delam, mi je super v veselje in tako da res to komaj čakam, no, tako da sem prepričan, da bo super, da bojo top posnetki. Spremljate me lahko na Facebooku, tu dol vidite v opisu videoposnetka, imate vse povezave, na Facebooku me lahko spremljate, na Instagramu, to bom sproti objavljal slike, videoposnetke, takoj, ko pridem na Filipine, kupim eno tole kartico, SIM,
zakupim veliko količino podatkov in to bom sproti vse objavil, tako da boste videli, kako je super na Filipinih. Planiram tudi to, da bom šel vsak dan zjutraj teč, pa da bom malo shujšal, da si malo kondicije popravim. Veliko bom jedel sadja, kokosa, na kokos sem jaz nor. Jaz kokos in jem in pijem kokosovo mleko, tako da običajno jaz vode sploh ne kupujem na takih destinacijah, ampak zmeraj kokos pijem, kar mi je super. Tako da, glede na to, da imam samo še par ur do odhoda, ne bom več danes še kaj povedal, bom več, ko bom že na Filipinih, tako da, kakor sem rekel, spremljajte me. Se vam oglasim zelo v kratkem, glejte, čez 2 dni bo že siguren prvi video v živo, tako da, če hočete videti, kako je na Filipinih, spremljajte me in na YouTubu, in na Instagramu, in na Facebooku. Če vam je všeč moj kanal, se naročite, kliknite tisti rdeč gumb in potem še kliknite zvonček. Tako da lepo se imejte v Sloveniji in lep pozdrav.